Pozdravljeni, sem Marja Milič in gledate MoneyHow, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. O panogah prihodnosti in kje bi lahko investitorji našli vroče naložbe, se bom pogovarjala s Slovencem, ki živi v Londonu in je delal na kriptomenjalnici Coinbase, platformi za posredovanje prevozov Uber, v fintechu TransferWise oziroma Wise, in to v letih, ki so bila ključna za rast omenjenih podjetij in prepoznavnost njihovih produktov. Danes pa se usmerja v e-šport oziroma e-fitness, z menoj je Nejc Škobarne. Zdravo, Nejc. Zdravo, Marja. Zdravo. Imava kar nekaj aktualnih tem za obdelati in mislim, da si pravi naslov za to. Uber prihaja v Slovenijo, zakonodaja se bo nekoliko spremenila, da bo to sedaj možno tudi pri nas. Po drugi strani prejšnji mesec Coinbase debitiral na ameriškem delniškem trgu z neposredno vrstitvijo delnic v kotacijo na borzi Nasdaq. Poleg tega pa si deloval oziroma deluješ s podjetniškimi ekipami v panogah, ki disruptirajo tako svet financ kot svet športa. In glede na to, da si gost finančnega podcasta MoneyHow, bi najprej začela z vprašanjem, kako aktiven vlagatelj si ti? Kar aktiven, ampak samo na specifičnih področjih, bi jaz rekel. Naprimer, delnice niso moja stvar. Tako da nimam niti si ne lastim, razen v primeru, kjer sem pač solastnik nekakšnega podjetja, ker to je pač nekaj normalnega v Silicon Valleyju ali v Londonu, kot naprimer Uber, Coinbase, kjer si zaposlen in po nekem določenem času dobiš nek procent delnic oziroma nek amount delnic. Dejansko nimam nobene delnice, da sem kupil specifično iz katerekoli platforme. Sem pa zelo aktiven na trgu kriptovalut in ETF skladih. Tudi ETF-e kupuješ? Ja. Zdaj smo pa kar malo presenetili, tako pričakovala sem, kripto nisi aktiven z delnicami, ETF-i pa, to bomo vse še obdelala. Zdaj, ko si omenil, da si aktiven na kriptotrgu, zdaj trenutno malo šejka kriptotrg. Kako vidiš dogajanje na kriptotrgu trenutno? Zelo zanimivo, no. Mislim, dejansko ta bikovski trend je bil kar precej dolg za moje pojme napram tistemu z leta 2017-2018, kjer sem jaz tudi bil član Coinbase-a. Se bo spremenilo, ampak če se nas zgodovina kaj uči in predvsem iz Coinbase-a, da lahko dam kakšen primer. Velika večina ljudi dejansko ne izstopi, ko se nek bikovski trend obrne. Ampak so vlagatelji, ki so vlagatelji na dolge proge. Tako da dejansko tisti računi bojo postali neaktivni. Mislim, ljudje bojo mogoče pogledali še njihovo vrednost čez kak mesec ali 2 meseca. Ampak po vsej verjetnosti veliko ljudi čaka potem na naslednji, bikovski trend. Druga stvar, kar pa jaz vedno gledam, na kriptovalute glede na tehnološkega smisla, specifično par kriptovalut, kot Polkadot, naprimer, oziroma Ethereum tudi. In če pogledamo, Bitcoin kot pač kralj kriptovalut, če pogledaš najnižjo ceno Bitcoina skozi zadnjih, od leta 2008, vsako leto je najnižja cena oziroma najnižja točka je bila višja od prejšnjega leta. Tako da kljub vsemi, bikovskim trendom oziroma, ko se bikovski trend obrne, še vedno je zelo dobra investicija, če pogledaš na dolgi čas. Zdaj, na kratek čas, če ti hočeš, dobiti nekih 30%, 40% v rokega enega tedna, dejansko je gambling, ne? Tako da, oziroma moje mnenje, predvsem glede day tradanja in vsega tega, je, da je dokaj gambling. Da ni vlaganje na nek specifičen način, ampak da se dejansko igraš z denarjem in dejansko igraš ruleto v nekakšnem smislu.
Zdaj, ko omenjaš tehnologijo, pa da ti je to relevantno, mogoče lahko izpostaviš, katere so tiste kriptovalute, ki imajo v ozadju relevantno tehnologijo. Omenil si Polkadot, recimo. Polkadot, Ethereum, dolg čas je EOS v prejšnjem bitcoinskem trendu 2017-2018 je bil zelo aktualen. So se določene stvari zaplatile in potem niso, oziroma še vedno razvijajo njihovo platformo. Zelo težko je predvsem glede teh platform oziroma programskih jezikov oziroma karkoli pač gradijo na podlagi blockchaina, ta podjetja, je adopcija. Ne? In adopcija je problem zaradi tega, ker po veliki večini so to ljudje, ki so izjemni inženirji, ampak gradijo produkt za druge izjemne inženirje. Če pogledamo, ne vem, na primer, kaj se danes dogaja, ko imaš, ne vem, na primer, socialni mediji na podlagi blockchaina, to nikogar iz, ne vem, neke generalne populacije ne zanima, ker njim blockchain ne pomeni nič. Tako kot bi rekel, ne vem, Facebook je platforma, ki je bila napisana na PHP-ju. Če bi oglaševal tak, nobeden se ne bi pridružil Facebooku. Ne? In ti moraš razviti produkt, ne? In ta produkt mora imeti zgodbo. Trenutno, kar vidimo, se veliko teh kriptoprojektov nima te zgodbe. Ne? In tukaj seveda pride marketing in growth zraven, ampak to je po veliki večini še vedno manjkajoč del. Razen parih teh platform, predvsem NFT-ju, katere so pa to dejansko razvile. Ne? In če pogledamo, na primer, Dapper Labs, mislim, da par ljudi bo definitivno slišalo z Dapper Labs, so podjetje v ozadju NFT-ju, kot so CryptoKitties oziroma NBA Top Shot in tudi njihovega blockchaina Flow, kjer so dejansko premostili to in imajo te digitalne iteme oziroma digitalne elemente, kjer jih dejansko so na blockchainu in jih dejansko lahko tradaš oziroma prodaš oziroma kupiš zelo, zelo enostavno. Ampak oni se ne propagirajo s tem, da so neko novo kripto podjetje, oni dejansko se propagirajo z namenom, mi smo digitalno podjetje, kjer lahko ti kupiš digitalne produkte oziroma digitalne karte oziroma v našem smislu, ker pač nismo v fizičnem svetu več, lahko tudi videi oziroma gifi oziroma karkoli dejansko. Vse lahko zapakiraš in prodaš kot NFT, ne? Seveda. Kakšno je tvoje mnenje o DeFi projektih? DeFi projekti so zanimivi. Po veliki večini DeFi projekti bodo imeli probleme z regulacijo. To bo vedno bil velik problem, ker je vprašanje predvsem v vseh ostalih kriptovalutah tudi oziroma kriptopodjetjih, je kako dejansko je lokalni regulator, to je na državni ravni ali to meddržavni ravni, dejansko lahko to regulira in kako to se dejansko spoznavajo. Ne? To smo videli na podlagi, ne vem, čezmejnih transferjev denarja se tudi pozna. Ne? In nekatere države so zelo razvite glede tega in razvijajo svoje pač zakone v skladu s časom, nekatere ne. Da dam praktičen primer, naprimer, mislim, da še danes, če hočeš ti poslati denar iz Japonske recimo v Ameriko oziroma v Evropo in ti živiš na Japonskem, ti dejansko to ne moreš narediti, brez da bi se oglasil fizično na neki lokaciji in pokazal svoj potni list oziroma svojo osebno izkaznico. Vsaj prvič. Drugič mogoče že, ker potem se spoznajo, ampak to ni mogoče. Naprimer, ne vem, v Veliki Britaniji, ki so dejansko zelo inovativni glede finteka, na regulacijski ravni tudi, kjer lahko ti dejansko slikaš svoj potni list in na podlagi machine learninga se že vse prebere, vse številke in vse, in te dejansko preverjajo z drugo javno dostopno bazo podatkov, katero te lahko morajo, in tako dejansko dobijo nek KYC protokol. Na podlagi DeFi ta element bo zelo težko, kako bojo pač regulatorji to sprejeli. Ta verifikacijo, kdo je dejansko v ozadju.
Cela poanta kriptovalut je, da si pač anonimnost, ne? Ampak ta anonimnost tem pač zgubi, ker nekdo ima tvoje osebne podatke in tvoj osebni pač kriptoračun. Še vedno. To sem se pogovarjala z Matejem Tomažinom iz Economija o anonimnosti. V bistvu se izgublja tudi v tem kriptosvetu ta anonimnost. Kako pa je recimo na Coinbaseu? A tam imajo podatke, lahko sledijo tebi kot vlagatelju in poročajo mogoče kakšnemu regulatorju za pranje denarja in financiranje terorizma, recimo? Ja, definitivno. Na Coinbaseu Coinbase je verjetno najbolj regulirana platforma od vseh. Je tudi pač večja po številu uporabnikov, predvsem na podlagi menjave iz fiat denarja v kriptodenar, oziroma v kriptovalute. In da pač imaš ta postopek, moraš ti pač biti zelo cozy s tistim regulatorjem, ki je pač tam. In na podlagi tega je, da vsak, ki pač naredi to transakcijo, mora dati svoje podatke oziroma svoj osebni dokument, oziroma na podlagi drugih višjih zneskov so potem potrebni tudi drugi dokumenti. Coinbase tukaj dejansko ne more nič narediti, ker to je pač zakon in zakon diktiran na strani regulatorja, tako da če Coinbase hoče pač operirati na teh trgih, se morajo temu prilagoditi. Ampak, da odgovorim pač tvoje vprašanje, da Coinbase dejansko lahko v svoji podatkovni bazi vidi, katera je kriptovaluta, naslov pač valutnega denarnice in potem, kdo je oseba v ozadju s tem. Ampak, hvala Bogu, imamo tudi zakone glede varovanja podatkov, tako da če se to zgodi, to je izrecno zelo strogo nadzorovano in dejansko je polica podjetja, če ti nimaš pač razloga, zakaj si nekoga pač pogledal, naprimer customer support je največji pač razlog za to, dobiš odpoved brez kakršnih-koli postopkov, brez kakršnih-koli zagovorov, ker nimaš kaj iskati dejansko. No? Ljudje je pač privatnost, ne? Podobno kot, ne vem, v drugih fintech institucijah je zelo podoben pač polica. Verjetno je brez veze, da te vprašam, kje imaš trgovalni račun, na kateri kriptomenjalnici, predvidevam, da je Coinbase ali pač se motim. Zanimivo vprašanje. Je razdrobljeno, no? Določen del je na Ledgerju, tako da imam ideje offline. Določen del je na Coinbaseu, določen del je tudi na drugih borzah. Coinbase je še vedno omejen in to kot pač bivši zaposleni Coinbasea lahko tudi rečem. Coinbase je dokaj selektiven, katere kriptovalute dejansko dajo na njihovo platformo. In od nekdaj so bili tako, napram drugim platformam, kot naprimer Binance, Kraken, kjer imaš veliko večjo izbiro, med katerimi pač kriptovalutnimi pari lahko dejansko tradaš. Torej, v bistvu želiš več in ti Coinbase tega ni ponudil in si pač izbral tudi drugo menjalnico. Kako pa poznaš kaj Bitstamp? Poznam Bitstamp, ne bom pa rekel, da dobro poznam produkta Bitstampa, ampak poznam pa podjetje. Ti si bil na Coinbaseu v času od 2018-2019, takrat si označil tisto obdobje kot Crypto Nuclear Winter. To je bilo res eno tako zelo dramatično obdobje za kriptovlagatelje. Veliko denarja so izgubili iz tistega vrha, ko je bil Bitcoin pri $20,000 na rekordu, potem pa je dramatično upadel v začetku 2019 na dobrih $3,000. Kako ste vi doživljali to na Coinbaseu? Zelo zanimivo. Coinbase ima ogromno število uporabnikov, kateri so aktivni oziroma niso aktivni.
In to je definitivno diktirano iz strani trga, ne? In strani medijev tudi. Zdaj, ko se ta pač špirala naredi, kjer pač gre vse v napačno smer, se definitivno pozna. Coinbase za par dni dejansko postane izjemno zaposlena platforma, ker ljudje pač izstopajo. Ampak potem po parih dneh to pač usahipi in imaš kar neko obdobje, kjer ljudje ali čakajo, da se bo karkoli spremenilo, oziroma je primer, kjer so ljudje, sem kupil, ne vem, Bitcoin pri $20,000, trenutno je pri 10, ne potrebujem teh $10,000, bom raje počakal, da se mogoče pride čez 20,000 ali pride nazaj do 20,000 in pač likvidiral, ne. Imaš veliko populacijo tega tudi. Kar je različno, da sem jaz opazil tokrat napram 2007-2018 je, da imamo veliko več stablecoinov in dejansko ljudje ne izstopajo iz kriptovalut v fiat valute več, ampak ljudje dejansko izstopajo iz kriptovalut v stablecoine in dejansko obdržijo ta denar v stablecoinih, kar je dejansko zelo dobro za celoten ekosistem, ker je pač ta da greš iz fiat valute v kriptovaluto, je še vedno ta pač premostitev, ki še vedno ni tako vrhunska, recimo, ne. To bo zelo zdaj zanimivo, predvsem na podlagi DeFi, kaj bo s tem, ne vem, bilijoni stablecoinov, kaj se bo zdaj ugotovilo, ne, ker dejansko je kriptovaluta, ki so po večini vezana na ameriški dolar. In dejansko še vedno veljavna kriptovaluta na ogromno številih na internetu, na primer, ne. Zdaj bomo videli, kaj se bo to zgodilo. Tako bi lahko bil če smo pač namenjeni v ta naslednji ne vem, neko nuklearsko zimo zdaj, bo zelo zanimivo, kaj se bo dogajalo s stablecoini. A mogoče lahko izpostaviš, kateri so ti zanimivi stablecoini? Definitivno sam sem privržen, oziroma sem tudi bias proti USDC, ne, stablecoin, ki ga je izdal Coinbase, ko sem še jaz bil tam. Mislim, dejansko edina stvar glede stablecoinu je, kdo je v ozadju oziroma kdo dejansko jamči za to. Zato je moje priporočilo, da se pač preveri, kdo je v ozadju, ker seveda, ne vem, če je nek run to the bank na stablecoin, na primer, to se lahko pride do kar velikih nikanj, če ni nekega finančnega backinga oziroma iz institutional moneyja v zadnji, ne, tako da je kar problem, ampak po veliki večini med stablecoini za normalnega uporabnika kriptovalut ne bo velike razlike. A lahko mogoče pojasniš, kaj si sploh počel na Coinbaseu? Jaz sem na Coinbaseu, ko sem se jaz pridružil, sem začel z prvo growth ekipo. In growth je specifična panoga nekje vmes med marketingom in produktom, kjer se ukvarjaš s produktom z edinim ciljem, da dejansko pridobiš več strank, oziroma da iz pridobljenih strank dejansko dobiš neko uporabni element več. Ali je to nek upsell ali cross-sell, oziroma večja uporabnost platforme. Jaz sem bil zaposlen oziroma so me pač zaposlili na podlagi tega, da pač ustanovim to ekipo. V tistem momentu je pač mislim, da smo pravilno tudi razmišljali, da je bila pač največja priložnost v performance marketingu. Predvsem glede tega, da ko sem jaz začel s Coinbaseom, nismo imeli niti dostopa, da se oglašujemo na Googlu, niti dostopa, da bi se oglaševali na Facebooku, na primer. In smo delali z njihovimi privacy ekipami, da smo pač jim predstavili regulacijo in dejansko tudi zelo veliko vplivali na njihovo pač
polico glede kriptovalut, kdo se lahko oglašuje, kdo ne sme oglaševati, ker oba dva dejansko giganta v Silicijevi dolini imata neke namene, kjer hočejo zaščititi svoje uporabnike tudi. Tako da je bilo zelo zanimivo, ampak po večini smo pa razvili ogromno AdTech platforme, katera je še vedno v uporabi, kjer in zdaj za ljudje, ki se ne bojo oziroma ne vedo veliko o performance marketing, bo tole se zdaj zelo zastrašujoče, ampak v večini vseh večjih podjetjih, predvsem v Silicon Valleyju, se vse nadzira do mere, koliko je podjetje zapravilo za vsako stranko in koliko je ta oseba zapravila. Ne? In razlika med tem se imenuje lifetime value in to je dejansko nek dobiček izrecne osebe do tem podjetju. Zdaj, noben ne gleda to izrecno posebej, je vse skupaj zgrupirano, ampak gre do te mere, kjer gremo do vsakega posameznika oziroma do vsakega oglasa, dobesedno. Če imamo, ne vem, v nekem momentu 30,000 oglasov od zunaj, točno vemo, kateri oglas dela zelo dobro in kdo dejansko klika na tiste oglase in kdo dejansko odpre račun. Ja, pa to je ravno čar digitalnega marketinga. Ti lahko v vsakem trenutku meriš te stvari in tukaj je v bistvu relevantnost tega, ni temu tako? Definitivno. Vprašanje je, kje je meja. In smo zelo zanimivim podobi, kjer dejansko trenutno Apple postavlja to mejo na novo, kompletno na novo, z svojim updateom na iOS 14.5, kjer mislim, da če sem prebral pravilno, 96% ljudi ne bo dalo soglasja, da se dejansko lahko različne aplikacije, ali so to socialni mediji oziroma so to neke igre, da lahko dejansko deli, oziroma Apple deli neke določene stvari z oglaševalci. To bo precej zakompliciralo vaše življenje v marketingu, kaj ne? Iz marketinškega smisla definitivno. Mislim, da se definitivno vračamo nazaj v svet, kjer bo uporabnik moral iskati nekaj, oziroma da se temu mi rečemo pull marketing. Napram, kjer smo bili zadnjih par let v push marketingu, kjer smo dejansko poskušali predvidevati, zakaj bi se človek oziroma neka oseba lahko odločila oziroma kupila na različnih medijih, kjerkoli na internetu. Tako da bo zelo zanimivo, kaj se bo zgodilo. Bo zanimivo opazovati. Mogoče, verjetno koga zanima, sploh mlajše poslušalce, kako sploh prideš do službe na Coinbaseu? A te v headhuntajo, se prijaviš na razpis, dobijo priporočilo, ali kako si sploh dobil to službo? Mislim, da vse, prvo kot prvo, mislim, imamo par kar zelo veliko in kar veliko zelo pametnejših Slovencev tudi v Silicijevi dolini, kot sem jaz. In to je dejansko zelo super in smo dejansko zelo cenjen narod. Problem prvotno je v večini v lokaciji, v fizični lokaciji. In to bo manjši problem v prihodnje, ampak zadnjih, ne vem, gledano 10 let, je vedno bil problem v fizični lokaciji. Zdaj, če ti nisi nek specialist, izjemno specifične stvari, kjer neka firma, kot je Coinbase ali Uber ali TransferWise ali Google ali kdorkoli drug hoče in si ti v svetovni špici oziroma v 0,5% ekspertov v tisti panogi, če živiš v Sloveniji, te po veliki večini ne bodo pogledali. Ne? In to je predvsem iz fizične lokacije. Ker predvsem zaradi, ko si v začetku kariere, velika večina teh podjetij ti ne bo plačala nekih preselitvenih stroškov ali karkoli.
A dejansko je če hočeš iti v ta podjetja, je prvotno najbolje, da imaš pač nekaj izkušnji iz tega in da si po drugo tudi pač fizično v istem mestu oziroma na isti lokaciji kot je ta podjetja. Potem pa je tudi nekaj sreče in tudi v nekem momentu, v kateri fazi rasti, na primer, je to podjetje. Ne vem, imaš različni profili ljudi, pač so za ta različne podjetja. Ne? Imaš ljudje, ki funkcionirajo izjemno dobro do nekih 100 zaposlenih, na primer, predvsem glede produkta z inženiringa, in potem vidijo, ne vem, neko birokracijo in se jim pač nočejo s tem ubadati in grejo pač v neko drugo podjetje. Ne? Imaš ljudje, ki so, ne vem, izjemno dobri, samo ko ima podjetje, ne vem, 200, 500 plus zaposlenih in so izjemno dobri, ker so pač procesi narejeni in se lahko dejansko samo tiste procese pač tweakajo in izboljšujejo. Ampak ti ljudje pač ne morejo, ne vem, nekega procesa narediti iz nič. Ne? In to je popolnoma dobro. Ne? Zdaj vprašanje je, kam ti spadaš, v katero pač to panogo. Se pravi, prvi korak je to, da greš ven iz Slovenije, da se preseliš v svet nekam, ne vem. Zdaj, žal. Nekje sem prebrala, da v bistvu Coinbase sploh nima fizičnega sedeža. A to drži? Ne več, da, drži. Ko še jaz bil zaposlen tam, smo imeli sedež podjetja v San Franciscu in tudi lokalno pisarno v Londonu, v Dublinu, v Tokiju, še par lokacij po svetu. Večino teh lokacij je Coinbase zaprl. Coinbase je tudi, ker je pač kriptovalutna platforma, fizične lokacije za njih je dejansko tudi podlaga varnosti. In varnost vzemajo zelo, zelo resno. Kjer imaš tudi, ne vem, problem, kjer bi, ne vem, kakšna tolpa prišla do HQ-ja v San Franciscu, oborožena, in da bi dejansko hoteli, ne vem, ropati, oziroma kljub temu, da v tistem HQ ni bilo nič za Evropati, razen ogromno število tehnologije oziroma laptopov in podobnih stvari. Ampak to jih verjetno ne bi ostalo, ne, če bi se nekdo odločil za to. Tako da je varnost fizične lokacije je tudi kar precej zelo pomembna. Tako da Coinbase se dejansko je vedno nagibal na tem, da pač ljudje delajo od kjerkoli pač so, v neki državi, po večini zaradi davčnih razlogov, da ne moreš biti omejen znotraj neke države. In potem bi ti oni veliko raje, namesto da imajo fizično lokacijo, bi ti raje plačajo, ne vem, neko naročnino na coworking space, na primer, ne? Če nočeš ti delati v doma, razen če hočeš delati doma, bi ti veliko raje, ne vem, dajo neko štipendijo da si ti opremi svojo domačo pisarno. Preden greva zdaj potem naprej še na Uber, me zanima tvoje mnenje o tokenizaciji. Veliko kriptostrokovnjakov pravi, da se bodo delnice tokenizirale. Meni osebno bi bilo to super, zaradi tega, ker jaz tudi ne želim davka plačevati. Ravno sem dobila položnico iz finančne uprave, ker moram plačati davek na kapitalski dobiček. Če bi bile pa delnice tokenizirane, bi se pa tudi mi lahko izognili plačilu davka, predvidevam. Zaenkrat še, ja, ampak mislim, da se bo tudi ta loop se bo enkrat zaprl. Saj je še drugačen loop, katera so s kreditnimi karticami oziroma z debetnimi karticami s kriptovalutami, kjer je trenutno, mislim, da še ni nobena država dejansko pogruntala, kako dejansko regulirati stvar, ker je ti likvidiraš v tistem momentu. In zdaj kakšna je cena, ne? Zdaj, da bi ti dejansko mogel poročati vse transakcije s tvoje debetne kartice, na primer iz kriptovalute v fiat valuto, bi bilo, ne vem, za nekega finančnega uradnika ogromno dela, tako da nekaj se še mora nekaj na tem narediti. Glede tokenizacije je meni dejansko bolj kot delnice, mi je zelo zanimivo nepremičnina glede tokenizacije. Ker mislim, da je predvsem mlajše generacije bodo imele velik problem pač prijeti da si pač privoščijo nepremičnino oziroma da kupijo nepremičnino. Tako da jaz mislim, da bo to v prihodnosti bo veliko bolj
da bodo ljudje kupovali nek določen procent za tokenizacijo nepremičnine. Ali bodo uživeli v tem, pač v tej nepremičnini ali ne, bo zelo zanimivo, ampak postaje zelo zanimivo predvsem tudi iz vidika teh globalnih mest, kot je New York, San Francisco, Miami, London, Pariz, Hong Kong, Tokio, kjer si ti lahko listiš nek določen procent nebotičnika, na primer. In če ta nebotičnik se v nekem momentu pač proda in je cena zrasla, je to kar zelo dober zaslužek napram nečemu, kar ti nikoli ne bi si mogel privoščiti. A v tem nebotičniku, če imaš token, lahko tudi živiš? Lahko, ampak imaš je ta glede tokenizacije, ta shared ownership, tako kot pride iz regulacije. Predvsem bomo videli, kako se bo tudi to reguliralo na podlagi lokalne oziroma nacionalne regulacije. Kdaj pa misliš, da lahko vidimo prvič tokenizirane nepremičnine? Jih že vidimo v ZDA, na primer. Se že dogaja. V ZDA dejansko so glede določenih stvari zelo libertarni, do te mere, da če se ne ostanemo samo na nebotičnikih, na primer. Spencer Dwindle, kateri je NBA igralec, je 2 leti nazaj, mislim, oziroma 2 sezoni nazaj, je dejansko tokeniziral svojo pogodbo z Brooklyn Netsi v tistem momentu. Imel pogodbo, mislim, da je bilo za 4 leta za $20 milijonov in jo je tokeniziral za, ne dobil 18 ali 19 milijonov dolarjev, ampak je dobil vse, kar vnaprej. In zaradi tega so ljudje, ki si lastijo glede tokenizacije te pogodbe, dobijo neke momente. In dejansko nekako vodilo glede skoraj kot posojilo v nekem momentu, da malenkost poenostavim. Ampak to bo zelo zanimivo, kaj se bo zgodilo vnaprej glede tokenizacije. Definitivno je to za spremljati. Daj mi povej, kakšno je pa tvoje mnenje o Dogecoinu? Nikoli si nisem niti enega lastil. Mislim, da je zelo zanimivo gibanje. Mislim, da kriptovaluta sama po sebi, da če smo čisto iskreni, ni vredna nič. Narejena je bila v roku 2 ur kot dejansko nek meme. Ampak kar je pa z meni zelo zanimivo v zadju, je pa dejansko to gibanje, kjer imaš predvsem v Gen Z generaciji so določeni obrisi popolnoma nove kulturne v metaversu, katere mislim, da tudi mi milenijci dejansko ne razumemo, kaj šele, generacije pred nami. In ta Dogecoin je na primer en izmed teh stvari, kjer neki digitalni elementi bodo v nekem momentu bili vredni kar veliko denarja. Mislim, da Dogecoin je tako neko zanimivo stvar, kjer čez 20 let imaš, si še vedno lastim 5 Dogecoinov in podobnih stvari. Kot smo mi, najna generacija shranila oziroma kupovala neke sličice oziroma podobne stvari. Za njih je to podobna stvar, samo je komplet v digitalizaciji. Virtualno, se strinjam. Nekje sem prebrala tvoje mnenje, in sicer, da je viralnost eden ključnih stebrov eksponentne rasti, in tukaj je Dogecoin z Elonom Muskom dosegel to viralnost, kljub temu, da ni v ozadju neke tehnologije, kot si sam rekel, da to ti je relevantno pri kriptovalutah. In kljub temu, da je ustanovitelj Dogecoina prodal vse svoje Dogecoine, mislim, da 2017 že, oziroma karkoli, tako da je zelo zanimivo, da dejansko je par whale-ov, ki so ogromno profitirali glede tega, ampak ni pa, nek ta founder element, da se je zgodil, ki je, nekdo odkril neko stvar, oziroma izumil neko stvar in je po podlagi tega je se obogatil. Ampak danes se mi zdi, da hitro dosežemo lahko to viralnost. Imamo TikTok, tam objaviš nekaj sekundni klip, tudi če je najbolj neumen, lahko postane viralen in ima milijone sledilcev, všečkov, lajkov, ne vem kaj, vse živa. Izjemno hitro se je, kako se kultura zamenja. Imamo samo tekem
kulturnem zeitgeistu, kjer se stvari spreminjajo izjemno hitro. Ne? Vidimo, in to bo zelo zanimivo skozi naslednjih, 3 do 5 let, kako bo to vplivalo na podjetja. Ker, če dam primer, na primer Clubhouse. Clubhouse je aplikacija za tiste, ki ne poznajo, kjer je dejansko nek hibrid med podcasti in med socialnimi mediji, ampak so kompletno necenzurirani. Kjer se vse dogaja v živo in imaš dejansko nek live streaming, ampak samo v glasovih. Nimaš nekega video feeda zraven. In aplikacija je dobesedno eksplodirala, ko je bila, samo 6 mesecev stara, do mere, da mislim, da so dosegli 30 milijonov downloadov v januarju, oziroma v februarju, na kar se je pač tak rast zelo hitro tudi ustavila. In mislim, da so potem marca komaj naredili 9 milijonov downloadov, kaj je še vedno ogromna številka, in potem tudi v aprilu mislim samo 2,7. Ampak se vidi ta viralnost, ki je imaš, in predvsem bo problem za veliko podjetij, če produkt ni pripravljen da temu mi v product management rečemo, da če produkt ni sticky, ker ljudje pač nočejo zamuditi, hočejo biti zraven, vsi imamo FOMO, ampak potem je odvisno od produkta, če se boš ti še vedno vrnil nazaj. In to bo velik problem Clubhouse, na primer. Bomo videli, kako bo to dejansko lahko rešili. Imamo še druge stvari, na primer, če smo čisto, neki fresh novice, trenutno oziroma včeraj aplikacije, ki je na top 1 most downloaded v Ameriki, je aplikacija, ki se reče Paparazzi, ki je nov socialni medij, katerega velika večina še ni slišala, ampak njihova celotna strategija je bila, da so naredili waitlisto 500,000 uporabnikov, izrecno iz TikToka. In v 12 urah, potem ko so launchali aplikacijo, so bili številka 1 na najbolj downloadih vseh aplikacij. To je izjemno zanimivo. Vprašanje je, kako ta trend traja. Mi smo navajeni zadnjih 100 let, oziroma če pogledaš zadnjih 30 let, to se je zelo pohitrilo, ampak imaš ta rast korak za korakom za uporabnike. Ko očitno velika večina stvari se zdaj spreminja, da imamo neko izjemno hitro rast in pol tem je mogoče problem, ali pa niti ne, da se število uporabnikov pade in potem moraš zgraditi nazaj. Dober primer tega je Snapchat. Snapchat je imel izjemno hitro rast, ampak je potem, ko Instagram je rolloutu, na primer, storije, so njihova rast se je dobesedno ustavila in celo dejansko začela padati. Na kar so dejansko našli svojo neko nišo, kjer so po večini v zahodnih državah 18 do 26 letniki, oziroma 13 do 26 let, kjer imajo dejansko penetracijo 90% iz te generacije. Izjemno visoko in se dejansko fokusirajo izjemno samo na ta age group. Zato po veliki večini ljudje sploh ne poznajo več Snapchata, ker ni aplikacij, niti namenjene več njim. No, k temu je pripomogla tudi Kylie Jenner, ki je tweetnila, kdo sploh še uporablja Snapchat in je cena delnice upadla za ne vem koliko procentov. No, podobna stvar. Ko govoriva o viralnosti in zdaj, ko sem omenila še delnico, greva se majčkeno vrniti na Coinbase, IPO zgodbe so itak ful vroče. Takrat, ko je bil IPO Coinbase, je cena delnice poskočila na 430, danes kotira pri 224, se pravi, da se je prepolovila vrednost, enako tudi tržna kapitalizacija, ki pa je konec koncev še zmer neverjetna, 47 milijard dolarjev. Kakšno je tvoje mnenje o tem? Mislim, to so nore valuacije. Izjemno nore. Imamo, ni bilo dolgo časa nazaj, kjer je Apple pač prišel čez 2 trilijarde valuacije in je bilo izjemno velik dogodek, in potem Microsoft pride čez in je že, taka stvar, Mislim, da je zelo zanimivo. Moj velik pomislek glede tega je predvsem na ameriški trg,
kakšno število oziroma kakšno ogromno število kapitala je se pač iz zadnjih 18 mesecev je pač prišlo na trg, je vprašanje inflacije. Ne? In kaj bo ta inflacija dejansko naredila z trgom. Mislim, da že trenutno pač vidimo neke obrise tega. Videli bomo, kakšen je plan, da pač ti vzameš to ogromno število pač denarja, ki je trenutno v obtoku in kaj bo dejansko to dejansko imelo tudi posledica na svetovno ekonomijo. Ker mislim, da imamo iz nekega makroekonomskega smisla tudi Kitajska kot država je izjemno dobro pozicionirana glede tega. Ne? In če je kaj, ameriški dolar je še vedno največja oziroma svetovna valuta, ne? Če kaj je druga največja ekonomija na svetu, bi izjemno rada imela, da je kitajski RMB svetovna valuta. Ne? In potem se celotna tržna ekonomija svetovna obrne na glavo dejansko. Prej sem mi omenil, da kot zaposlen Coinbase si tudi ti dobil delnice. A sem prav razumela? Ampak ti takrat nisi bil več na Coinbase, ko se je zgodil IPO? Ne. Nisem. Naj razložim, to bo zelo zanimivo dejansko predvsem za mlajše. Dejansko, da sem popolnoma iskren, ne vem, kakšna je situacija v Sloveniji, niti v večini pač v centralno oziroma vzhodno evropskih držav glede tega, ampak v Veliki Britaniji, v Franciji, v Španiji, in predvsem v Ameriki so podjetja, predvsem na začetku pač njihovih začetku podjetja, podjetja ne morejo konkurirati glede tvojega plačilnega razreda tako dobro kot naprimer Google, Apple. In naprimer, če si ti izjemno talentiran inženir, seveda te Google hoče imeti, da te zaposli. Apple podobno, Amazon podobno, Uber podobno. In ta podjetja so tista, ki so pač profitabilna, si lahko privoščijo zelo več, da ti dajo tvoj plačilni razred. Ne? Zdaj za startupe, temu pač glede plačilnega razreda ne moreš konkurirati, tako da je druga najboljša opcija, da pač ponudiš manj, ampak v zameno, da pač da te razlike, ti tudi ponudiš delnice tega podjetja. In tako po veliki večini imamo, ne vem, ko slišimo, da se je zgodil IPO nekega tehnološkega podjetja, niso samo pač tisti ustanovitelji, kateri so pač profitirali iz tega, ampak po veliki večini so tudi neki zgodno zaposleni ogromno profitirali glede tega. Je nekako igranje tombole, ker nikoli ne veš, kako se bo pač stvar končala, ampak po veliki večini je, oziroma skoraj univerzalno je, kako pač pridobiš ta neko delnice podjetja, je, da so razporejene oziroma za neko določeno vsoto delnic. Ta določena vsota je razporejena skozi tvoja prvi 4 leta v podjetju, kjer ti dejansko, če zapustiš podjetje pred 12 meseci oziroma pred tvojim prvim letom, ne dobiš nobene delnice oziroma dobiš 25% na svoji prvi obletnici, na kar je potem dobiš vsak mesec določeno vsoto do tega pač četrte obletnice, na kar pač dobiš nek nov grant podjetja. To je predvsem taktika, da podjetje zadržijo najboljši talent, angažiran in tudi v podjetju, ker so dejansko velika večina zaposlenih je pač lastnik podjetja tudi, ne, in imajo neko naravno inicijativo, da se podjetju gre dobro, ne, in da delajo tudi izjemno, ne vem, izjemno ali dolgo ali trdo, ne vem, da se pač to podjetje razvija čedalje hitreje, ne, ker v nekem momentu ti lahko, ne vem, če si ti prišel v podjetje, ko je bilo podjetje vredno $100 milijonov, in če si ti pač dobil nek določen procent oziroma določen število delnic, ko je to podjetje, ne vem, pride na trg in je vredno, ne vem, 10 bilijonov, je to 1000-krat več, ne? In to je ogromno število. Ne? In potem imaš, ne vem, capital gains tax račun je ogromen, naprimer.
Seveda moja novinarska radovednost mi ne bo dala miru, če te ne vprašam, koliko delnic pa potem dobiš? Recimo, ti si bil 1 leto na Coinbase-u. Eno leto na Coinbase sem jaz dobil 25% pač te dogovorjene meje. Ta dogovorjena meja veliko se razlikuje med kakšno pač imaš ti senioriteto v podjetju, oziroma tudi glede na podlagi pogajanj. Ta podjetja so izjemno pametna glede tega in dejansko imaš neke nivoje in ti dejansko ponudijo nek celoten paket, ki je vreden neko vsoto. In ti lahko dejansko, diktiraš, da bi ti imel, več delnic in da bi pač imel nižjo pač mesečno plačo, oziroma obratno, kjer bi ti, vzel manj delnic in bi ti raje imel višjo neko mesečno plačo, ker podjetja iz njihovih strani gledajo kot celotno pač celoten paket, koliko so ti pač vreden njim kot zaposlen. Zdaj bova pa počasi zaključila s tem kriptodelom in sicer samo še to mi povej, kje vidiš prihodnost kripta? A bo to zdaj še rastlo, recimo predvsem vrednostno gledano? Zdaj to mene zelo veliko mladi sprašujejo, kaj svetuješ glede kripta, pa dokam bo šlo še to, a bo rasel, ali ne vem, kaj storiti s kriptom, tako da, če mogoče lahko svetuješ kaj. Mislim, da nobeden ne more pač predvideti, kam bo šlo. Mislim, da bo definitivno, moje mnenje je, da se bo vrednost, vsaj podvojili, če ne potrojili vrednost. Predvsem glede Bitcoina je, faktor Bitcoina bo vedno teh pač 21 milijonov. 21 milijonov, ki je število pač Bitcoina, ki je tam. In podobno, zelo podobno kot zlato, kjer je pač neka finitivna kvantiteta zlata na zemlji, podobno je z Bitcoinom, tako da bo cena po vsej verjetnosti vedno rasla. Vprašanje je, kako bo z inflacijo, oziroma če bo ta rast pač prehitela rast inflacije, tudi čez 10 let. Ampak druga stvar, kar meni daje zelo ogromno število upanja, je, da je milenijska generacija kot sama po sebi je številčno gledano, je generacija, ki ima največ pač odprtih trgovalskih računov ali v delnicah oziroma v kriptovalutah. Nobena generacija prej procentualno gledano ni bila tako zainteresirana v investiranje kot, milenijska generacija oziroma Gen Z. Glede tega bo zelo zanimivo, trgovski premiki za naslednjih 10 let. Ja, saj verjetno je tudi nekako razvoj panoge pripomogel k temu, da je to postalo tako zelo priljubljeno. Večkrat smo že govorili na podcastu, da se vse zelo gamificira. Se pravi, tudi samo investiranje z Robinhoodom je postala ena velika igrica. Ja, in na podlagi, moram tudi jaz reči, na podlagi tudi, da sem jaz malenkost ne kriv, vzameš ogromno elementov iz videoiger in dejansko hočeš te elemente pač prinesti v nek finančni produkt. Vprašanje je vprašanje morale. Zdaj, Robinhood ima veliko vprašanje glede morale. Vsakič, ko kupiš delnico, dobiš pač emoji z konfeti. In ti pač da nek dopamin v možganih, kjer si ti, super, lastim si, eno delnico Tesla, na primer, ali karkoli, ampak feeling je zelo dober. In ne samo socialni mediji, zdaj tudi druge aplikacije, predvsem glede financ, tudi pač uporabljajo te trike, oziroma niti niso triki, ampak igrajo na naša pač emocije, da pač pridejo do nekih želenih vedenj. Kako misliš, da si delno tudi ti kriv za to? A si sodeloval pri razvoju Robinhooda? Ne, ampak Coinbase ima podobne stvari, katere so v produktu. Uber podobno, TransferWise, na primer, če se ostanemo na TransferWise, je zelo podobno, ker je povezava med viralnostjo in oziroma med tem feelingom. Na primer, da dam praktični primer. Na Coinbase smo v nekem momentu ugotovili, da je hitrost pošiljanja denarja čez mejo izjemno pomembna. In v nekem momentu smo pač imeli produkt razvili do te mere, kjer smo
začeli meriti v sekundah oziroma v milisekundah. Ne? Zdaj, če jaz pošljem denar iz Londona nekam v Avstralijo, se to lahko zgodi v roku 6 sekund. Mislim, da hitrost zvoka od Londona do Avstralije dejansko traja 20 oziroma 30 sekund, oziroma nekaj v tem rangu. Ne? In to je dejansko smo napisali, ko ti dejansko pošlješ denar, kjer se dejansko si ti plačil nekomu, ne? Si se odpovedal nekomu, da si pač nekaj dobil v zameno, ne? Ti mi sporočimo, hej, tvoj denar je prispel v 6 sekundah, to je dejansko bilo hitreje od hitrosti zvoka. Ne? In to je pač ljudje razumejo, to, kjer pač neko kot nekaj zelo dobrega in tudi dejansko nekaj, kateremu se lahko pač, ne vem, imajo nek element, da se poistovetijo s tem. Pri TransferWise, to Slovenci tudi lahko aplikacijo uporabljamo. Sem si jo glih downloadala, jaz sicer nimam kam pošiljati denarja, ker pač ne vem, komu bi poslala, ampak recimo veliko Slovencev hodi na hrvaško obalo, mogoče jim bo zdaj to prav prišlo pred poletjem ali pač. Ja, TransferWise je izjemno dobra aplikacija glede pošiljanja denarja oziroma tudi glede zapravljanja denarja v drugih valutah, katere so pač tvoje. Poanta TransferWise je napram drugih, ne vem, bankam, Western Union in podobnim inštitucijam, je, da dejansko denar nikdar ne zapusti mej države. Ampak oni imajo tako veliko število ljudi, da dejansko imaš, če naprimer si mi dva pošljemo denar, jaz bi nakazal svoj denar na UK račun TransferWise in TransferWise bi dejansko izplačal denar tebi iz njihovega, ne vem, evro računa. Dejansko. Tako dejansko oni niso nikoli prestavili denarja, ker je ta del je izjemno cenovno drag. In za njih dejansko, medtem ko ta lokalni del iz evroračun do evroračun oziroma z funtovski račun do funtovski račun je dejansko zelo poceni. In na podlagi tega lahko oni dobijo, ne vem, 10-krat cenejše, ponudijo 10-krat cenejše cene in tudi 10-krat hitrejše, ker denar dejansko ne zapusti mej države. In izjemno pač moraš poznati sistem, bančni sistem, da pač ugotoviš do tega in na podlagi tega dejansko, ne vem, hackaš v nekem pomenu dejansko bančni sistem. Ne, to je v bistvu odlična ideja, sem pa rekla, koliko pa jaz dejansko res prihranim, če se zgodi ta transakcija Slovenija-Hrvaška in nisem našla teh prihrankov. Na TransferWise pišejo, da so do 7-krat nižji stroški, ampak jaz tega nisem našla. A to mogoče znotraj EU-ja ne funkcionira in moraš pošiljati v neke tretje države? Ja, zelo zanimivo in gremo, ne vem, malenkost v taktike podjetja, ampak TransferWise se specializira za določene pač koridorje, temu se tem reče, kjer oni pač ponujajo izjemno cenovno zelo dobro in tudi dobijo, imajo nek profit. Ne? TransferWise je profitno podjetje, kljub temu, da je še vedno privatno podjetje. Napram, ne vem, iz evra v hrvaške kune jim ni nek koridor, ki je pač strategijsko njim pač pomemben in zato pač ponudijo nek element oziroma nek pač trg, kjer dejansko ne zgubijo denarja, da ti pač ponudijo to, ampak niso, ne vem, zelo agresivni oziroma optimizirajo ta pač trg oziroma koridor. Se pravi, če bi pa recimo pošiljala denar nekomu v Veliko Britanijo ali pa mogoče v Ameriko, bi se mi pa ta razlika že poznala, ne predvidevam. Ja, definitivno, oziroma ne vem, iz evra v ameriške dolarje oziroma neke podobne stvari. Zdaj, Wise je pa tudi napovedal že januarja, da bodo maja šli na borzo. Kako je zdaj s tem? Kakšno je tvoje mnenje o tem? Ker v bistvu na področju teh inovacij čezmejnih plačil je zdaj že res veliko konkurence. No? Ja, bo zanimivo, kako jo propagirali na odprtem trgu. Mislim, da TransferWise in oni so tudi javno priznali, so profitabilno podjetje, kar je dejansko zelo redko dan danes, da gre privatno startup podjetje, ki je profitabilno na trg.
Zato mislim, da bo zelo dober pač odziv. Problem TransferWise je dejansko ti si dala zelo dober primer, kjer je pač kakšna je velikost trga. Vsak nima tega problema, da mora pošiljati, ne vem, po nekem regularnem času denar v tujino. Ali je to nek event, ki se zgodi enkrat na par let, oziroma enkrat v življenju, oziroma lahko tudi, ne vem, ni nekega use case, da bi ga pač uporabljal pač platformo konsistentno. In to je pač njihova velika hiba in to je pač naravnost produkta. Napram, ne vem, Uberju, kjer vsi moramo prijeti v nekem momentu, po večini večkrat na dan iz lokacije A v lokacijo B, kjer Uber je vedno ena izmed opcij. Ni edina opcija, ampak je pa ena izmed opcij, kjer lahko, ne vem, konkuriraš. Tako da je trg za Uber je milijardo večji na tem pomenu, kot na primer TransferWise. Kljub temu, da se konkurirate na kompletnih drugih področjih. No, zdaj, ko omenjaš Uber, tam si bil zaposlen od 2016 do 2018, pol leta potem, ko si zapustil podjetje, pa je Uber šel na borzo. Kotiral je pri $50, v IPO-ju je cena pa, trenutno kotira pri 50, v IPO-ju je pa znašala cena $45. Se pravi, predvidevam, da si tudi tu dobil delnice, prej si omenil, da si, ne? Tudi. Zdaj, kaj pa si konkretno počel na Uberju? Podobno kot na Coinbase-u? Podobno. Veliko več sem čase preživel na, kar mi rečemo, lokalizacija oziroma internacionalizacija. Uber je zelo specifičen primer, kjer kot digitalni produkt ti vedno hočeš ustanoviti en produkt, kateri, ne vem, lahko apliciraš na veliko več teritorijev. Naprimer Facebook. En produkt, kateri je pač različen za vsakega od nas, ampak univerzalno dostopen do vseh po celotnem svetu, razen naprimer Kitajske. Napram Uberju, Uber je zelo lokalen produkt. In problem Uberja oziroma še pred Uberjem je vedno bil lokalnost oziroma lokalni prevozi. Izredno industrija, ki je ogromna, če jo pogledaš skupaj, ampak je izjemno fragmentirana, ne samo na nacionalni ravni, ampak na lokalni ravni. In to prinaša Uberju kar veliko problemov, predvsem glede regulacije, ker vsakšna regulacija pomeni spremembo v produktu. Ti imaš en produkt za celoten svet in se to mora pač spremeniti. Napram tega se tudi, ne vem, ljudje potujejo konstantno, in jim moraš dati neko določeno konsistentno izkušnjo. Tako da je kar velik problem glede tega. In različni, seveda še enkrat, regulatorji, predvsem na lokalni ravni, imajo pač različne zahteve. Nekatere zahteve so, oziroma nekatere pač lokalne regulacije so še iz 60-ih oziroma 70-ih in nimajo nobenih smislov več, ampak noben pač ni tega trga se dotaknil in noben tega ni disruptil. In zdaj imaš, določen, če damo primer Italije, Uber v Italiji nikoli ni bil izjemno priljubljen in nikoli ni mogel, svojega celotnega biznis modela odpreti, ker je zakon, kjer po vsaki, opravljeni vožnji mora voznik Uberja dejansko priti nazaj na neko centralno lokacijo. To ne funkcionira v Uberjem svetu, ker Uber ima pač to likvidnost glede voznikov vse posod. Do te mere, kjer v primerih v Londonu večina voznikov že sprejme naslednjo vožnjo, preden sploh dostavi, neko osebo do neke točke. In imaš ta kompletna ideja Uberja je vedno bila, da imaš pač tradicionalne taksiste, kjer preživijo dejansko do 2/3 njihovega časa samo na čakanju na naslednjo pač vožnjo. Uber je pač to spremenil, da če si ti, zaposlen 90% tistega časa, mi lahko spustimo cene izjemno dol, kar pomeni, da se več ljudi lahko to privošči in več ljudi dejansko to uporablja in dejansko celoten trg se spremeni.
Zdaj, to tradicionalnim taksistom ni všeč, ne, ker oni so pač visoke cene, 2/3 pač čakaš, ampak to vzameš v zameno, na kar pride Uber na trg, kjer so cene izjemno cenovne, osvojijo dejansko trg, ne, medtem ko ti si ponovadi še vedno reguliran z neke lokalne ravni, kjer ti sploh svojih cen ne moreš spustiti, ne. In dejansko postane ta pač frikcija zelo hitro, ne, kjer se pač lokalni oziroma nacionalni regulati potem začnejo seveda se morajo pač udejstviti, oziroma pač biti zraven in potem je ali se najde neka rešitev oziroma se pač, ne vem, kot na primer v Nemčiji, kjer je bil Uber dolg oziroma Uber model izjemno dolgo časa prepovedan, Italija podobno, ne, oziroma se pač prilagodi, ne, kjer, ne vem, v primeru Franciji, ne, zdaj Uber je izjemno regulirana stvar, ampak je še vedno Uber lahko svoj model uporablja. No, se tudi v Sloveniji dosti podobna situacija, ne? Vse to, kar si zdaj opisoval, je tudi v Sloveniji, se pravi, čeprav zdaj je politika nekako se odločila, da bojo nekaj naredili na tem področju in Uber bo menda prišel tudi v Slovenijo. Zdaj, ko si se ti ukvarjal z lokalizacijo in približno poznaš te zadeve, kaj pa napoveduješ, recimo, ali se bo v Sloveniji Uber prijel? Mislim, da se bo v neki omejeni velikosti. In problem celotnega pač biznis modela Uberja v Sloveniji je velikost. In to so fizične pač omejenosti, ne. Uber, da je model uspešen, rab kar neko veliko mesto, ne. Naprimer, Zagreb je že tak primer, ki je že pač v nekih limitih, ne. Ljubljana, kot vemo, še manjša, je še pač v nekih nižjih limitih glede tega, ne. Rabiš ti neko velikost mesta, da je pač model uspešen, ker drugače pač vozniki Uberja oziroma Uber partnerji ne bodo zaslužili dovolj na tej platformi in bodo naravno pač ne bodo vozili več za ta platformo. Nimajo nobenih obligacij, seveda, ne. Zato so zaposleni kot SP in lahko delajo kdaj hočejo oziroma tudi prekinejo delo kdaj hoče, kdaj želijo. Zato bo zelo zanimivo, kaj bo. Mislim, da Uber bo po vsej verjetnosti prišel tudi z Uber Eatsem, roko v roki, katero je pač njihova panoga glede dostave hrane, katera mislim, da je dejansko za večino centralne Evrope dejansko zelo zanimiva, kjer še ena podobna stvar, ne, kjer trg izjemno fragmentiran na milijon ponudnikov, ali ima ponudnik sam neko dostavo hrane in zdaj imaš ti neko konsolidacijo tega vsega na eni platformi, ne, in ti lahko, ne vem, izbiraš med različnimi restauracijami. Zato bo to zelo zanimivo, kaj se bo zgodilo. Ampak mislim, da bo Uber vstopil z obema produktoma naenkrat, ker bo rabil oba produkta, ne vem, da bo trg pač dovolj velik. Ja, pri nas se je kar prijel Wolt, pa hrana, ne, dostava hrane, to se je kar prijelo. Veš, kaj sem opazila v enem od tvojih opisov, mislim, da na tvojem profilu, ne vem, če ni bilo to na LinkedInu, si napisal, in to me je malo presenetilo, da je bil eden najbolj všečkanih in retvitanih tweetov o Uberju prav tvoj tweet, ne, ampak nikjer pa nisem našla, kaj je bilo zapisano, pa koliko ljudi je to všečkalo in retvitalo. Mogoče lahko lahko povem, ja. Mislim, da je bilo, še Twitter bil malenkost drugačen, ampak je bil dejansko post, ki ga je prevzel Justin Bieber, Ariana Grande in še par drugih ljudi, kjer smo dejansko ni bila, ne vem, ni neka vesela situacija, žal. Mislim, da je bilo 2018, ko je bil teroristični napad v Manchesteru na koncertu Ariane Grande in potem je Uber pač ponudil kar ogromno število zastonj voženj. Ko se takšna situacija zgodi, je operacija Uberja je zelo težko pač konkurirati, ker si na udaru v medijih, ne, kjer Uberjeva platforma dela, kjer imaš ti, ne vem, ponudnike, pač voznike in pač, ne vem, imaš riderje, ne,
in če imaš več pač ljudi, ki potrebuje vožnjo, cena avtomatično poskoči, ne. In zdaj to na podlagi heuristične napake je moralno narobe, ne, ampak sistem je zastavljen tako, da jo mora pač nekdo intervirati ročno, ne. In tudi, če to traja, 10 minut, da se to zgodi, si pač na udaru pač medijev. To je bila podobna situacija, kjer smo pač na drugi strani Uber pač postane zelo dobrodelen po tistem, kjer ali refundamo vsem, ki so pač bili izpostavljeni tej situaciji, kot drugi pa, v podmiru Ariane Grande in Justin Bieber, kjer sta imela potem koncert, mislim, da teden kasneje v Manchesteru, smo vsem, ki so pač šli na to lokacijo, pač tudi zastojn do lokacije oziroma iz lokacije tudi mi pač ponudili zastojn prevozništvo, ne. In to je bila zelo taka, gesta, katere mi nismo pričakovali, da bi karkoli mi dobili kaj veliko, ne, ampak očitno je bila Justin Bieberju in še parim zvezdnikom zelo všeč. No, jaz, ko sem to prebrala, sem rekla, zanimivo, da si to dal v opisu profila svojega in v bistvu sem nekako tako rekla, okej, če je uspel Jacku Dorseyju recimo iz soustanovitelju Twitterja prodati svoj prvi tweet za $2,4 milijona, bi mogoče tudi ti lahko svoj tweet prodal Uberju za par milijonov, bi naredil non-fungible token in ga prodal, ne. To je bila pač sama ena taka asociacija, ampak zdaj ne vem, če bi to ratalo glede na ozadje zgodbe. Ja, ozadje zgodbe žal ni neko srečno dogodje, ja. Ja. Ampak ti tudi pove, kar se, te platforme, kljub temu, da so velike tehnološke, se bojujejo s temi stvarmi, ne, dnevno. A imaš ti mogoče še čas, lahko ti ukradem še par minut? Lahko, ja. Veš, kaj me še zanima? Vem, da si tudi zelo aktiven na področju svetovanja, mentoriranja startupom in zadnje čase se mi zdi, da je zelo veliko samorogov, povsod so nekje samorogi, nekje rastejo, nekako po eni strani, ko razmišljaš o vse tej poplavi informacij, ponudbe inovativnih rešitev, da je v bistvu, in pa tudi našega kratkega tega pozornostnega horizonta, da je v bistvu težko narediti eno globalno uspešno zgodbo. Pa ko majčkeno bolj razmisliš, pa ugotoviš, da je v bistvu kar zelo veliko ljudem uspelo narediti v kratkem času nore zgodbe. Recimo George Clooneyju je uspel s tekilo ali pa Jessica Alba, ki je naredila linijo naravnih izdelkov. Mislim, da je prejšnji teden debitirala, je imela IPO $1,5 milijarde. Kakšno je tvoje mnenje o tem? Ali res rastejo unikorni kot gobe po dežju? Mislim, da se bo v zadnjih 5-6 let in verjetno za naslednje desetletje smo v neki veliki informaciji pač defragmentacije oziroma fragmentacije, ne? Velike števile ponudnikov, kjer internet je prišel predvsem z mobilno tehnologijo do te mere, kjer lahko kupimo nekaj in tudi dobimo to dostavljeno v dokaj zelo dobrem času, ne? In na podlagi tega se veliko teh podjetij se pač lansira, ne? Kjer ti lahko ustanoviš neko svoje podjetje, kjer ti nisi pač, če zavrtimo čas 20 nazaj, je vedno problem, če ti hočeš, imaš nek fizični produkt, da ti prodaš ta fizični produkt, moraš ti priti v nek supermarket, ne? Zdaj, v supermarketu je pač, ti se moraš odpovedati v ogromnem številu svojega pač dobička. Poleg tega je pač lobiranje, kje na policiji si, ali si na ravni včes, ali si vzgori, ali si vzpodi, in je ogromen pač lobby, ne? In to vsako podjetje pač dela, ne? Zdaj, na internetu tega pač ni več, ne? Ti se lahko propagiraš, kako ti samem paše, ne? In pač druga stvar, katera je pač pripomogla temu, je tudi dostava, ne? Zdaj, Amazona, ki žal ni v Sloveniji, ampak Amazon, v večini pač v zahodnih držav in v Ameriki, večino stvari lahko dobiš, ali v roku 2 ur oziroma če ne naslednji dan. In ne samo naslednji delovni dan, ampak naslednji dan, ali to sobota ali nedelja, ne? Po zelo konkurenčnih cenah napram supermarketu, ne? In Jeff Bezos je v zadnjem pač
zapisal investitorjem, je dejansko dal zelo dober primer. Njihov servis, kateremu se reče Amazon Prime, ki stane $79 oziroma funtov na leto, da ti pač omogoča to, da ti ne plačuješ te poštnine, on dejansko razmišlja v tem na podlagi časa. Zdaj, on smatra, da ti uporabiš glede njihove podatke med 5 in 12 minutami, da se ti pač odloči, da ti kupiš nekaj, ne? Na Amazonu. Ne? In zdaj, če ti to študiraš, koliko pač stvari kupiš ti skozi celotno leto, napravim, da se ti usedeš v svoj avto oziroma da greš ti do lokalnega supermarketa, da ostaneš v tistem supermarketu, rečemo, da to traja 15 minut, ti ostaneš v supermarketu, po vsej verjetnosti še dodatnih 15 minut, da imamo minimalne čase, ne? Pa da priješ, ti greš nazaj še enih 15 minut, ne? Imaš okoli 45 minut do ure, da zgubiš, ne? Da če to narediš, kolikokrat ti pač kupiš to stvar in koliko se to zgodi, napram $79, da ti prihraniš ta celoten čas, te 45 minut pride do tebe 5 do 12 minut, je to 30 minut vsakič, ko se to zgodi, ne? Zdaj, če ti to pogledaš skozi celotno leto, je to izjemno dobra pač ponudba, ne? Kjer imaš. Tako da mislim, da je stvar dveh stvari, ne? Je stvar, kjer pač dostopnost je veliko večja, in to je predvsem glede mobilnega interneta, in druga stvar, infrastruktura glede logistike je izjemno boljša, kjer je bila 10 let nazaj, kjer imamo zdaj pač dokaj hitre pač logistične verige, da pride stvar do tebe v nekem času, v katerem pač ti še vedno smatraš, ok, to je super. Zato mislim, da bo čedalje več teh podjetij, ne? Zato tudi mislim, da je predvsem v Sloveniji, mislim, da je samo vprašanje časa, no, dejansko, da nekdo dobi pač nek svetovno uspešen produkt, ki je proizvajan, lociran v Sloveniji in tudi pač dispatchen po večini iz Slovenije. Zato mislim, da je še vedno pač moment, kjer Slovenci po nekem defaultu razmišljamo, na slovenski trg, ne? Namesto da bi razmišljali, na globalni oziroma evropski trg, ne? Je velika razlika med razmišljanjem 2 milijona ljudi, 350 milijonov ljudi na evropskem trgu, ne? Je ogromna razlika, kako ti razmišljaš glede tega, ne? In zato mislim, da ljudje oziroma podjetniki ne smejo začeti razmišljati da bomo usvojili slovenski trg, direktno na evropski trg, ali če ne na svetovni trg, iz prvega koraka. Zdaj, ko tako opisuješ v bistvu ta postopek nakupovanja in prihranek na našem času, je ful se pozna, to res, ne, ampak po drugi strani gledava pa, koliko časa zabijemo na družbenih omrežjih. Ogromno, ampak če pogledaš tako, ne, je razlika, kako konzumiramo medije, ne. Če pogledaš, moje starši, na primer, ne, za njih TV je še vedno največji konzumacijski medij, ne. Poročila ob 7, to je to, Prime Hour, ne, Prime TV. Potem za moje generacije je komplet drugače, ker jaz konzumiram medije, ne, ampak v nekem momentu mislim, da če se povzamemo vse to skupaj, mi konzumiramo definitivno več. Naš attention span je definitivno manjši, kateri je bil, ampak mislim, da po veliki večini smo pač prelili to iz nekega medija, katera je prvotno bil televizija, oziroma pred tistim časopisi, knjige, v nek pač digitalni medij, ali je to računalnik, ali je to mobilni telefon, mogoče tudi, VR v nekem smislu, ali celo neka druga, Neuralink tehnologija, ali karkoli nas pa še čaka v prihodnosti. Vprašanje je samo, kje bo ta meja, glede tega attention spana, ne? Ker smo že prišli do te mere, kjer imamo naš pač short time memory je dejansko krajši od zlatih ribic. In je malenkost že postaja problem, mislim, da. In to se pač potem vidi, ne? Imamo, in se vidi v raznoraznih, propagiranih teorij zarot in podobnih stvari na YouTubeu in podobnih, fake news style stvari, ne. Zdaj si omenil tudi VR, ne, in ti se tudi ukvarjaš z e-športom oziroma e-fitnessom.
Jaz moram priznati, da v bistvu ta panoga je meni, obe panogi sta mi zelo blizu, tudi sama zelo veliko investiram v e-sport, gaming in e-learning. To mislim, da je prihodnost. Kakšno je pa tvoje mnenje o tem in pa mogoče, če lahko izpostaviš kakšen podsegment, kot je number one, recimo zdaj? Mislim, da je zelo dobra pač tema, ki je tudi neka verzija konzumacije informacij oziroma zabave je za veliko število pač mlajše generacije so postale tudi igre. Do te mere, da imamo igre, so del kulturnega zeitgeista. In to smo videli par let nazaj z Angry Birdsi, z Outfit 7 in Talking Tom, naprimer, kot slovensko podjetje, do te mere, kjer je Fortnite, naprimer, trenutno. In če pogledamo Fortnite in njihov koncert Travis Scotta, je bil, mislim, da dogodek, kjer se ga gledalo, 300 milijonov ljudi, oziroma nekaj v tem smeri, je izjemno ogromno število ljudi. In kako se pač to razvija. Imamo mlajšo generacijo, ki je Roblox na njihovih telefonih, je celotno pač neko interakcija z njihovimi vrstniki. Zato mislim, e-šport je zelo zanimiva pač panoga te generacije, katera se bo pač razvila. Sam ne mislim, da je zero-sum game glede vsega, šport proti e-športu. Mislim, da ljudje bojo še vedno, športa. Mislim, da bo nogomet za naslednjih 20-30 let še vedno prvotna panoga glede sveta, glede športa. Ampak mislim pa, da vidimo že obrise, e-športa, predvsem v parih igrah, kjer je neko občinstvo izjemno veliko. Zdaj imamo, League of Legends, Counter-Strike, Dota, kot naprimer že sam par iger, kjer so zaslužki ogromni, ampak in tudi, gledanost je ogromna, kjer se pogovarjamo ne samo v 10 milijonih ljudi, ampak v več 100 milijonih ljudi. Ampak je še vedno, vse skupaj je 10 let staro. Zdaj, če gledamo, projekcijo tega je izjemno različna, če, primerjaš, ogromno število, nogometnih klubov je starih čez 100 let. Ogromno število teh e-športnih klubov je starih 5 do 10 let. In zdaj, če pogledaš njihovo gledanost, ko so bili te nogometni klubi stari, 5 do 10 let, napram e-športnim klubom, ni nobene primerjave. Če daš direktno primerjavo, dejansko skoraj ne moreš primerjati. Ampak zelo zanimivo, kaj bo z različnim generacijam, kaj bomo dejansko gledali. Mislim, da so neki e-športniki so že ogromne zvezde z multimilijonskimi, sledilci na socialnih medijih in tudi zaslužijo multimilijonske pogodbe na leto. To mislim, da se velika večina ljudi še vedno pač malo nasmehne, kar to vidijo, ampak je dejansko, v nekem momentu je neka realna karijera. Vidimo prve štipendije, za e-športnike tudi, iz strani univerz. Tako da se razvija v neko pač realno verzijo zaslužka, kot naprimer, da se ti odločiš, za poklic športnika v katerem koli poklicu oziroma športu. Mogoče tudi ti investiraš, kupuješ delnice oziroma ETF-e, ki investirajo v e-šport ali pa gaming? Da, gaming predvsem. Mislim, da je nek element, predvsem v zadnjem letu, kjer se je pač gaming predvsem v fitness smislu odprl. Predvsem po zaslugi, Pelotona, naprimer, kot en primer. Sam osebno trenutno delam z podjetjem, ki se imenuje FitXR, ki imamo, boxing igre v VR, z VR headseti. In ta tehnologija se pač razvija do te mere, kjer ljudje si, mislim, po večini še predstavljajo vedno, VR headset z ogromno kabli in z ogromno število pač priključkov, medtem kot je dejansko headset je izjemno tanek, baterija zdrži 5 do 6 ur in je dejansko se da izjemno dobro pač transportirati v nek virtualni svet, kjer pa lahko ti boksaš, športaš, plešeš
Zelo pač slično, nismo niti, ne vem, neki blizu, na primer firmo Ready Player One, če ga kdo pozna, ampak smo v nekem momentu, kjer je biti preživeti, ne vem, nekaj ur v VR realnosti, je kar, ne vem, že kar veliko število ljudi pač prakticira to. A tudi ti preživljaš v VR-ju svoj čas? Kar, ne vem, bi rekel, precej preveč časa, ampak so določene števile, kjer so igre postanejo različne, ne vem, namesto miške in tipkovnice imaš ti oziroma tvojega mobilnega telefona, si ti v igri, ne, in vsak tvoj gib predstavlja, ne vem, neko stvar. Kar če pogledamo, ne vem, na net vrednosti, ne vem, kalorij pokurjenih, je to ogromna razlika, ne, medtem ko si ti v nekem v sedečem stanju in ti premikaš, ne vem, samo svoje dlani dejansko, kot da ti, ne vem, dobesedno malenko skačeš levo, desno v rangu 2 metrov in da se izogibaš stvarem oziroma da boksaš stvari, da ne vem, se igraš lokostrelstvo in podobne stvari. Mislim, da je tak nek naslednja verzija gaminga, ampak kot večino ne bo za vse, ne. Podobno kot konzole niso za vsakogar in ljudje pač preferirajo, da pač igrajo, ne vem, na računalniku. Ja, koliko pa recimo stane en tak VR fitness? Koliko recimo, a to je na uro plačaš, predvidevam, ne? Ali kako plačaš to? Igre trenutno so ali na pač naročnino, ki je pač neko določen znesek na mesec, oziroma so, da ti pač plačaš za igro vnaprej. Tako da to je pač dva različna biznis modela in odvisno pač od kdo je pač studio zadaj te igre, kakšen pač biznis model oni uporabljajo. Slično kot, ne vem, drugim igram na drugih platformah. A pa ti kaj slabo rata? Ne, obstaja, danes so headseti že tako dobri, da dejansko ti nastaviš, če imaš pač probleme z želodcem, da lahko headset tudi že dejansko manevrira to vse skupaj, da dejansko ti se ne počuti slabo. A lahko, ti si menda, to sem tudi prebrala na Googlu, pri 16 letih si v dijaškem domu začel svojo prvo digitalno, recimo temu podjetniško pot. Lahko mogoče kaj več poveš o tem? Ni bilo neke velike podjetniške poti, mislim, da v tistem momentu si bila kar veliko vredna strani, ki se jim rečemo affiliate strani. SEO oziroma Search Engine Optimization na Googlu je takrat bil kar različen in ga je bilo, algoritem Googla je bilo dokaj enostavno pač pogruntati, ne? In da ti pač rangiraš na določenih pač keywordih dokaj visoko, je pač bil cilj, ne? In ti, da si pač temu primerno, moraš pač imeti nek content, ki je pač se pač propagira tistim keywordem, ne? Odvisno od algoritma od Googla. Ta algoritem se je spremenil že verjetno 20krat od tistega, ampak v tistem momentu je zapisana beseda je bila pač največ vredna in pač moja prva podjetniška taka inovacija je bila, da smo par prijateljev, da smo ustvarili bloge. In smo ustvarili bloge za določene število stvari in ti blogi so imeli povezave, katere so pač imeli tracking cookie do nekih spletnih trgovin. In ker mi smo imeli pač pogodbo oziroma razmerje s to spletno trgovino, smo mi dobili nek procent, če se je prodaja to zgodila. In temu mi rečemo affiliate marketing. In smo delali različne produkte od, ne vem, avtosedežev za otroke, kjer je pač sedež stane neko določeno število denarja in mi smo dobili določen dolg procent. Mi smo naredili našo raziskavo glede na katerih keywordih hočemo mi rangirati in kakšno vsebino moramo mi zapisati, da pač pridemo do teh mire.
Ja, koliko časa pa ti že živiš v Londonu? V Londonu sem zdaj že, mislim, 8 ali 9 leto. Izven Slovenije sem že dejansko 11-12 let, tako da slovenščina mi počasi dela malenkostne težave, zato nisem več completely fluent. Mislim, da je angleščina že nekaj časa prevzela moj prvotni jezik. Prej si bil pa tudi na Švedskem, če sem prav prebrala. Tudi živel na Švedskem, delal za podjetje, ki ga mogoče kar veliko število poslušalcev pozna, imenuje se Electrolux, in oni proizvajajo kuhinjske aparate, male oziroma velike kuhinjske aparate, direktni konkurent Gorenju, na primer. Ampak sem še pred tistim sem še živel v Avstriji, v Nemčiji in v parih zveznih državah v Ameriki. Ja, kje si pa potem zaključil šolanje? Zanimivo vprašanje. Dejansko nisem nikoli zaključil šolanja. Sem študiral na ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru, ampak sem zaključil vse moje predmete, ampak nikoli nisem uspel spisati svoje diplomske naloge. Taka stvar, ki me mogoče še kdaj čaka ali mogoče ne, ampak v svoji karieri nikoli nisem imel nekakšne potrebe. Ogromna razlika, kako se zaposluje ljudi v tujini napram v Sloveniji in kakšna potrdila oziroma kaj so pač te reference, da ti dobiš pač to vstopno karto do intervjuja. To se izjemno razlikuje, kot sem jaz pač slišal v Sloveniji, na primer. Ampak glej, na tvojem LinkedIn profilu imaš ti, ne vem, 20 plus različnih programov opravljenih, različnih izobraževanj, certifikatov, tako da si zelo veliko časa vseeno investiral v izobraževanje, ne? Mislim, da je velika razlika dan danes, in to bo tudi za naslednje generacije bo zelo zanimivo, je investiranje v svoje izobraževanje v drugačnih namenih kot pač tradicionalno, ne vem, visokošolsko izobraževanje. Mislim, da srednja šola in ta koncept se nikoli ne bo spremenil. Rabiš neko podlago znanja glede vsega, ne? In tudi, če ljudje ne hočejo oziroma ne vidijo smisla poznati integralih, se dejansko dobro, da se jih naučimo v nekem momentu. Napram visokošolskim izobraževanju, potem mislim, da velika razlika v naslednjih letih, predvsem glede tehnoloških poklicev, kjer je praksa dejansko izjemno pomembna, ker se pač področje konstantno spreminja, napram nekem teoretičnem znanju. Medtem ko za nekatere poklice, osebno mislim, da na primer medicina, pravo, bo vedno bilo neko teoretično znanje, ki bo vedno potrebno, ne? Ampak, če ne vem, nekdo hoče biti programer, dejansko, če ti pogledaš 3 leta študija, da ti dobiš bolonjsko diplomo, napram ti, da si praktikant za 3 leta v nekem podjetju in se naučiš, ne vem, ogromno število, ne vem, drugih stvari se naučiš tistemu, ne? In ko si ti, ne vem, zanimiv v nekem podjetju, predvsem v tujini, če si ti kandidat z 3 letnimi delovnih izkušenj, proti nekomu, ki je doštudiral in ima pač diplomo, ampak ima 0 let izkušenj, je izbira predvsem v tujini zelo enostavna, komu se pač služba ponudi, ne? Predvsem, če sta kandidata na neki identični ravni. To bo zelo zanimivo glede parih poklicev v prihodnosti, da se bo, mislim, izobraževanje zelo specializiralo za te stvari, kot dizajn, programiranje, tudi, na primer, arhitektura, na primer. Zdaj, ti si napisal, da bi vsak marketingaš moral znati tudi pisati programsko kodo, kar bo mogoče kakšnega marketingaša zelo presenetilo. Ja, sam mislim, da tudi se bo koncept, ko verjetno zelo malenkost kontroverzen. Mislim, da marketing kot panoga se zelo razvija in se dejansko razceplja na dve panoge. In se razceplja na panoga glede operativen marketing na brand marketing. Mislim, da brand marketing je bolj kot ne dizajn, kjer je, ne vem, neka vsebina ali vizualno ali prek zvoka oziroma prek filma in kako pač ti
prevzameš ta, ne vem, dizajn nekega brenda. Medtem ko druga stvar je, ne vem, ta zelo operativni marketing. Medtem, če imaš ti nek tagline, če imaš ti nek creative, je vprašanje samo, kako si ti marketiraš. In ta je veliko bolj danes, predvsem iz digitalnega področja, je vprašanje operativnosti. Kako lahko priješ do teh kanalov čim hitreje, kje so tvoje stranke oziroma tvoje ciljne stranke, na katerih pač digitalnih kanalih se dejansko zadržujejo, in potem postane samo vprašanje, ne vem, denarja, ki ga zarabi za svoj budžet, da nekoga da pač prepričaš v to, oziroma kako dober je tvoj ta creative. In zato, da ti poznaš, kako pisati kodo, oziroma vsaj brati kodo za različne skripte, je izjemno pomembno, predvsem v tujini. Dam praktični primer, da se vrnemo nazaj in naredimo celoten krog na Coinbase. Coinbase kot globalno podjetje ima v vsakem momentu po vsej verjetnosti vsaj 30,000 oglasov na različnih medijih. In ti oglasi se razlikujejo do, ne vem, ali uporabimo vejico na tem mestu ali uporabimo vejico na tem mestu. In grejo do te potankosti, kateri oglas je dejansko najboljši. In ko se ta test zaključi, je en oglas, kateri se pač da ogromno število, pač ogromno procent tega budžeta za tisti oglas, ker imaš pač znanstveni dokaz, da ta oglas je najboljši pač za neko določeno osebo oziroma za neko določeno področje. Tako je zelo znanstvena panoga marketing ratala. Je izjemno manj tiste pač kreativne žilce, ki jo ljudje potrebujejo, in so veliko bolje matematike in statistike. To je bilo ravno moje vprašanje, koliko je v bistvu kreative in koliko je v bistvu statistično-matematične znanosti v ozadju marketinga. Se tudi, ko si razlagal o lifetime value uporabnika, veš, kaj me še zanima, kaj pa psihologija? Ker vse pa moraš obvladati tudi mogoče psihologija kupca oziroma uporabnika, da si uspešen pri tem, kar počneš. Ja, obstaja zelo dobra knjiga, ne vem, celo tule, se reče System 1. Aha, okay. In System 1 je koncept možganov, da imamo najni možgani funkcionirajo na podlagi System 1 in System 2. Sistem 1, Sistem 2. In da vsako dobro, ne vem, marketinška kampanja, ki smo se jo mi zapomnili, vedno igra na naš Sistem 1 možgane, naprimer Sistem 2. Sistem 2 možgani so, ne vem, reklama, katero mi vidimo, imamo dejansko, ne vem, aktivno razmišlja, da dejansko razumemo, kaj je ta produkt, oziroma kaj ta produkt sploh lahko počne in kaj nam lahko prinese. Tako Sistem 1 so dejansko nekaj, kar mi zastopamo brez problema. Nekateri brandi so pač komplet postali Sistem 1, naprimer, če vzamemo Coca-Cola, ti dobiš obris steklenice od Coca-Cole, vsak razume, ok, Coca-Cola, brez da bi ti sploh pomislil na to. Imamo v Sloveniji par takih primerov, naprimer, ne vem, Radenska kot brand, naprimer, ampak obstaja pa ogromno število teh drugih brandov, kjer imamo, ne vem, Sistem 2, kjer moramo dejansko aktivno misliti do nekih momentov, in so neki psihološki elementi, katerih še vedno lahko vplivamo, predvsem akcijske cene, naprimer, ampak, če pogledamo, ne vem, za tipična reklama za supermarket je, cena jajc je znižana za 30%, in zdaj ti, ok, cool, super, razumem točno, da je poceni, da je dobra akcija, ampak potem začnem razmišljati, ok, ali sploh potrebujem jajce za naslednji teden ali karkoli, in imaš ti, ne vem, imaš pa neko določeno rešitev narediti, ampak je cena pač tista akcijska cena, nas še vedno prepriča, ok, za nekaj druga. Napram, ne vem, oglasen za avtomobilom, smo vedno, ne vem, pač manufakturji avtomobilov vedno stremijo nekim odprtim cestam, ker vsi vemo, da bomo v nekem momentu pač v neki gneči in da to ne bo dobro, zato moramo dati, da smo odprti, če kupiš ta avtomobil, bomo imeli odprte ceste in na ta način se pač hočejo, da se mi poistovjetimo, da ko se jaz usedem v avto, se pač svet odpre, ne vem, zame. To je zelo težek koncept dobiti, zato veliko število, ne vem,
reklam za avtomobile, je pač sistem 2, kjer se ljudje dejansko niti ne zapomnejo oglasa. Razen parih izjem, kjer se to pač zgodi, ker je pač izjemno dobro izpeljano. Včasih, ko gledam kakšne reklame, se mi zdijo tako bizarne, ampak ravno tistih najbolj bizarnih si zapomniš, se mi zdi. Bolj, ko je odštekam, bolj, ko je nenavadno, bolj ti pade v oko, se mi zdi, oziroma v uč. Da dam še en primer, naprimer, ne? Pogledamo, ne vem, kako oglašuje Apple napram proti Samsungu, ne? In je zelo zanimivo, ne? Medtem ko Apple je zelo, v veliki večini v njihovih reklamah sploh ne pokažejo produkta. Pokažejo ti feeling, ne? Pokažejo, kaj, če ti uporabljaš produkt, kaj se tebi zgodi. Ne? In je veliko igranja na tem sistem 1, medtem, ker na drugi strani Samsung ima po večini more pokazati telefon, ker ima tudi ogromno število telefonov, ne? In so določeni za določene ciljne skupine. Zato je pač konkurenca samemu sebi. Ja, to je dober primer, ja. No, daj še povej, kakšni so tvoji načrti za prihodnost, kaj boš kaj počel, kaj zdaj počneš, kam greš? Dobro vprašanje. Mislim, britanska ekonomija se zdaj kompletno odpira. Mislim, da je precepljenost prebivalstva je že verjetno, vsaj glede prvega odmerka cepiva, nad 70-75%, kar je super. Vprašanje je, kako bojo ostale države se tega držale. Zelo zanimivo, kako se bo pač potovanje oziroma počitnice spremenile, predvsem glede vseh govoric, glede pasportov za cepljenja. Bilo zelo zanimivo, nimam nobene, ne vem, izven državne pač potovalnega planiranja. Glede poslovne kariere bom še kar nekaj časa, mislim, da v VR-u, mislim, da je zelo zanimiva pač panoga zaenkrat. Nisem še videl, ne vem, druge panoge, ki je bila tako zanimiva za naslednjih, ne vem, 10-30 let, kot naprimer, kot sem, ne vem, šel na kriptovalute oziroma TransferWise, kjer mislim, da se bo naslednje generacije se bodo preseljevale veliko večkrat čez meje, kot smo se najina generacija in tudi generacije pred nami. To so moji koraki glede kariere, so vedno bili pač te kalkulirani glede na neke trende za naslednjih 10-20 let. Trenutno ne vidim nekega drugega trenda, mislim večjega trenda kot, ne vem, v VR oziroma augmented reality oziroma AR za naslednja velika tehnologija, ki se bo pač odprla. Tako da zdaj si menjaval službe na vsako leto oziroma 2 leti, zdaj boš pa očitno nekaj časa vztrajal. Zelo zanimiva, velika razlika med Slovenijo pa med mesti kot so London in Silicijeva dolina. V Silicijevi dolini dejansko obstaja koncept inženirja, ki menjava službo vsakih 13 mesecev. In dejansko, če pogledaš povprečno delovno razmerje zaposlenega v Silicijevi dolini, dejansko smo 14 mesecev. Kar je dejansko za slovenskega delodajalca zelo strašljiva stvar. V Londonu smo malenkost boljši, ampak mislim, da se nahaja okoli 18 mesecev. Ker ljudje se izredno radi predstavljajo, ker potrebujejo nek nov izziv in tudi, ker imajo, ne vem, neke druge finančne ambicije. Je zelo različna dinamika, kot pa, da se ti ostaneš, ne vem, v podjetju 10 let in potem zamenjaš, ne vem, podjetje oziroma panogo za naslednjih 10 let. Ta ne obstaja. To dejansko mišljenje ne obstaja tukaj. No, sam ti v bistvu opravljaš dosti podoben posel, ti nisi zamenjal panoga, pa se izučil neki nov poklic, ne? Tako da ostajaš v bistvu v tej panogi, sam pač menjavaš podjetja, ne? Ja, in dejansko je tukaj ni zaželeno, ampak je pa dokaj akceptirano, naprimer, da si ti preživel, ne vem, 2 leti v nekem podjetju, ne? Kjer se tudi, ne vem, imaš določena ljudje po, ne vem, 5, 6, 7 letih, pač biti hrček v nekem pač vrtiljaku dejansko, vzameš, ne vem, 6 mesecev si ti, da greš ali potovati, oziroma da si vzameš kompletno prosto, da si ti pač tvoj resetira glede tega, da nisi konstantno pač
zaposlen na polno. Se pravi, Ker ta tempo je kar različen napram, ne vem, Sloveniji. greš na sabatikal, ne? Ja, Ja, a koliko ur na dan pa delaš, ko si zdaj omenil, da imaš tak tempo? dobro vprašanje. Se razlikuje, mislim. Bom odgovoril tako. Odgovoril bom malenkost kontroverzno, mislim, za Slovenijo tudi. Ne? Sam še nisem srečal človeka, ki je pač bil ali founder oziroma v nekem pač early stage nekega pač biljonskega podjetja, ki bi imel tradicionalen 9 do 5 in ne bi odgovarjal na maile po 5. To ne obstaja. Mislim, da ta koncept se je pač v večini državah že zaključil. Mislim, da Slovenija bo tudi ta trend prišel. Vprašanje je, kako si pač ti gospodar svojega časa. Mislim, da tukaj se delodajalci predvsem v času COVID-a so se začeli prilagajati, kjer ni več vprašanje ur, kjer je pač to, mislim, sam še nisem preživel nekega štempljanja oziroma pisanja ura ali česarkoli. Ta koncept ne obstaja tukaj, ker obstaja samo koncept, kaj je tvoj output. In ko je tvoj output nekaj dober, je to super, ne? Zame mislim, da ne vem, povprečju, če damo čez celotno leto, mislim, da naredim med 45 in 50 urami na teden. Ampak to jaz osebno ne smatram kot neko neživljenjsko samo delanje, ampak imaš med temi urami imaš tudi ogromno število, ne vem, zelo zabavnih sestankov in si pač jaz uživam v svojem poklicu, zato definitivno mislim, da je tista pač rek, da če uživaš v svojem poklicu, nisi delal dneva v svojem življenju, mislim, da je kar veliko resnice v njem. Jaz se s tem strinjam in zahvaljujem se ti za tvoj čas. Nejčko Brne, najlepša hvala, da si delil z nami svoje bogate izkušnje. Hvala. Prosim.